Iz tega mesta zato mislim, da je smiselno, da bi v naši državi vsi skupaj, torej naj si bo socialni partnerji v dialogu, ki jih žal ni, slovenska politika in slovenski makroekonomisti priznali, da smo v zelo nehvaležnem obdobju in da žal Vlada Republike Slovenije zaenkrat nima nobene strategije, kako po eni strani brzdati inflacijo in po drugi strani, kako izpeljati pozitivne učinke iz tako imenovane visoke gospodarske rasti, ki nam jo Vlada Republike Slovenije prikazuje. No, mi smo pred dnevi, torej državljanke in pa državljani Republike Slovenije, bili deležni tudi naprosil ali, lahko bi nekdo tudi rekel, kritiko s strani institucij Evropske unije, bolje rečeno, tudi strani EBRD-ja. In sicer v tisti obliki, da je čas, da se slovenska država začne zavedati nastale situacije in da svoje politike ne sme graditi izključno na skupini izvoznikov, ki predstavljajo velik delež tistih, ki so omogočili visoko gospodarsko rast. Ampak ob tem Vlada Republike Slovenije moči in še zmeraj govori, da je Slovenija zgodba o uspehu, da je Slovenija pravljica o uspehu in se vedno znova kiti z tako imenovano stopno gospodarske rasti. Torej po zadnjih podatkih 6,3%. Po drugi strani Vlada Republike Slovenije pravi, da sama v ničemer ne more vplivati na inflacijo. Po tretji strani Vlada Republike Slovenije govori, da so stavkovne zahteve za njo neupravičene. Češ, da so tisti, ki imajo malo, že tako preveč pohotni in preveč zahtevni. In pa da je potrebno pristopiti k sistemu, ki naj bi bil uravnilovka vsega. Uravnilovka tako v okviru primerjave Evropske unije, kakor s posameznih segmentov v okviru naše države. Zato samo besedo ali dve o uravnilovki Evropske unije. Dejstvo je, da imamo evropske cene v okviru države Republike Slovenije. In dejstvo je, da ne dosegamo povprečja evropske plače niti v 50%. Torej, kako potem lahko nekdo danes in tu, ali bolje rečeno, že pred letom dni povedal, da bo prioriteta slovenske politike, tako zakonodajni veji kot izvršilni veji, v prihodnem obdobju izključno predsedovanje Evropski uniji. V nacionalni stranki seveda temu ostro nasprotujemo. Vlado Republike Slovenije smo ničkolikokrat pozvali, da prioriteta dela slovenskih politikov ali pa slovenske politike mora biti v zagotavljanju kvalitetnega življenja Slovenk in Slovencev. Šele potem, in res šele potem, pa predsedovanje Evropski uniji in fotografiranje nekaterih predstavnikov vlade v slovenskih medijih ali svetovnih medijih skupaj z gospodi iz Evropske unije. Ampak žal temu ni tako. Vlada Republike Slovenije vidi pred seboj izključno en cilj, en moment. To je predsedovanje Evropske unije. Proračun Republike Slovenije nima niti ene nove proračunske postavke, ki bi izkazovala težnjo in pa hotenja slovenske politike, vlade, državnega zbora, ki bi nakazovala na to, da smo v Sloveniji pripravljeni na boj zoper inflacijo. Tega žal ni. Je pa seveda ob tem zelo zanimivo, da pa naš minister za finance, gospod Bajuk, torej tisti, ki bi v osnovi moral uporabljati inštrumente monetarne in pa fiskalne politike, zelo rad govori in predava, naj si bo na različnih okroglih mizah, tematskih pogovorih o ameriški finančni krizi. Torej, naš minister, ki si zatiska oči v Republiki Sloveniji in ne priznava problematike in dolgoročnosti problema podražitev, stavk in podobnih stvari, po drugi strani z največjim veseljem predava na temo finančne krize v Združenih državah Amerike. Po moji oceni je seveda to popolnoma nesprejemljivo. Pričakovati bi bilo, da vkolikor imamo res tako dobro gospodarsko rast, in kar je seveda za pozdraviti v osnovi, potem bi se moralo to tudi izkazovati. Naj se bo v uporabi blažilcev za podražitve ali ne nazadnje v zmanjševanju javnega dolga. Ampak nič od tega v okviru naše države ni. Po drugi strani Vlada Republike Slovenije govori o bruto družbenem produktu.
torej tistem, kar celotna družba ustvari v nekem časovnem obdobju. Govori o tem, da se je bruto družbeni produkt tako generalno gledano kot na prebivalca seveda ogromno povečal. Istočasno si zatiska oči pred tistim, kar je v povezavi z bruto družbenim produktom zelo pomembno in zelo zaskrbljujoče. To so regijske razlike. Dejstvo je, da imamo v Sloveniji le dve regiji, če jih delimo na podlagi delitve bruto družbenega produkta, ki sta nad slovenskim povprečjem. Torej osrednja slovenska regija in primorska regija. Da pa imamo kar nekaj regij, na primer Prekmurje in pa Zasavje, ki pa skupaj ne dosegata niti 67% povprečja BDP-ja, kot je povprečje BDP-ja. Ne primerjavi z osrednjim slovenskim BDP-jem, ampak povprečnim. Ob tem je za poudariti, da imamo 10 regij pod povprečjem slovenskega BDP-ja. In pa bruto družbeni produkt na prebivalca. Torej imamo izključno samo podatke za 2 leti nazaj. Torej posamezen izračun. S tem je zanimivo, da je 14.000 in še nekaj evrov bil bruto družbeni produkt na prebivalca v osrednji slovenski regiji, medtem ko je bil v prekmurski regiji pod 10.000 evrov. Torej to so, vsaj po moji oceni, ene izmed tistih vprašanj, s katerimi bi se morala Vlada Republike Slovenije danes in tu ukvarjati. Na začetku sem nekaj govoril o podražitvah. Vlada za vse to krivi tako imenovano uvoženo agroinflacijo. Dobro, ljudje pričakujemo v prihodnjem letu, žal zelo mirno, temu bi se morali bolj upreti, kot sem že rekel, podražitev od 20 do 50% za testenine. Elektrika. Bili smo priča v tem obdobju podražitvam od jeseni naprej skoraj na vseh področjih našega življenja. Ampak o temu se saj piše. Problem slovenske politike je, ker si zatiska oči pred tistimi elementi, ki povzročajo to vrstno inflacijo. Vsi vemo, a žal Vlada Republike Slovenije še zmeraj ne priznava, da se narašča neto zunanji dolg. Seveda ga bo treba preleviti. Žal pa ga bo Vlada Republike Slovenije za svojo neaktivnostjo prelevila v ceno izdelkov. Smo v obdobju, kjer prihaja do močnega naraščanja primanjkljaja na tekočem računu plačilne bilance, kar je posledica zadolževanja v tujini. Še enkrat poudarjam, to je posledica zadolževanja v tujini in tudi to bo potrebno nekoč vrniti. Kako bomo vračali? Skozi našo togo fiskalno politiko, ki bremeni izključno slovenske državljanke in slovenske državljane. In to ne v tisti obliki, da bo Vlada Republike Slovenije zniževala davke, ampak v tisti obliki, da bo povečala spekter plačevalcev davkov in seveda povečala obstoječe ter uvedla nove davke. Torej v Nacionalni stranki smo ničkolikokrat izpostavili zahtevke, da predsedovanje ne sme biti edini cilj, ki ga mora zasledovati vlada. Ampak da so domače teme mnogo bolj pomembne. Tako pa imamo vlado, ki nam tu in tam kdaj navrže kakšen zakon, ki na podlagi samo naslova zakona nakazuje na neko rešitev. Ako odpremo ta zakon, vidimo, da od te rešitve ni nič. Državni zbor se bo še v temu mesecu posebej verjetnosti srečal z zakonom o prevzemu, zakonom o bančništvu in podobne stvari. Ampak tudi, če pogledamo te zakone, ne zasledujejo ciljev, kot nam jih Vlada Republike Slovenije na neki deklarativni ravni obljublja. Skratka, strategija dela te vlade je nulta in zasleduje izključno predsedovanje Evropske unije. In če je lahko to message ali pa sporočilo Vladi Republike Slovenije, slovenski javnosti, da je smiselno in pa nujno potrebno, da vsi skupaj ustvarimo pritisk na Vlado Republike Slovenije in da se zave, da v naslednjih 6 mesecih bo Slovenija pred večjim izzivom, kot je predsedovanje Evropske unije, izziv in se imenuje izziv stabilnosti.